Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem parlamentu. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. Nie prosto za sebe. Państwo wiecie, a za Polska te, żeby Europa... realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaž Pengov-Bitenc in Nataša Briškin, podcast pa domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, današnja tema je v bistvu nadaljevanje nekega mini niti, ki jo vodiva tudi v letošnji sezoni Evropske četrti, o programu CERV, program Evropske komisije, del katerega je tudi program Impact for Values 2.0, o katerem se bova pogovarjala danes. Ja, vse o tem, zakaj gre v programu, ker je malo drugačen, kot so siceršnji CERV programi. Ne gre za enega samega, ampak kot za neko mati ladjo, na kateri je več manjših gliserjev. Gre pravzaprav za program, ki v fokus postavlja teme in akcije, ki so pomembne za dobro kondicijo slovenske družbe, a zanje, kot pišejo, praviloma ni na voljo domačega proračunskega financiranja, se pravi človekove pravice, demokracija, pravna država. In to nama bo pomagala razložiti doktorica Emilija Kastelic, skrbnica več projektov na programu Impact for Values, na CNVOS-u pa deluje kot projektna svetovalka. Pozdravljeni. Ja, zdravo, lep pozdrav, sem skupaj. A sva pravilno napovedala oziroma zakaj gre v tem projektu? V bistvu sta večino zadela, ampak vseeno bom pa jim popravek dala. Okay. Danes se bomo pogovarjali o Impact for Values, ne pa Impact for Values 2.0, ker to je v bistvu nadaljevanje oziroma nadgradnja prvega projekta oziroma programa in je šele v začetku, tako da tam še ni nekih konkretnih aktivnosti. Okay. Bomo pa zato več posvetili časa Impact for Values. No, samo za štart. Kakšen problem ste zaznali, saj nekaj je v opisu, da ste se prijavili na to, oziroma da ste prijavili ta program, kakršnega ste? Kakšen problem ste videli? Predvsem opolnomočenje organizacij, ki so manjše. V resnici ta program je namenjen poleg temu, da se dodatna sredstva pridobi, ker ste že tako v uvodu napovedali, da jih primanjkuje, in to v bistvu kronično primanjkuje, je pač dejansko to, kar smo mi želeli, predvsem to, da pomagamo, polnomočimo in podpremo tudi organizacije, ki so manjše in ki bi mogoče same tega ne zmogle. Se pravi, program CERV oziroma Citizens, Equality, Rights and Values je tak krovni program na ravni Evropske unije in seveda na nek način, ko gledaš iz zgoraj, navzdol, top-down approach, lepo slovenščino, veliko podrobnosti zgrešiš. In čeprav razumem, pač vaša vloga ta, da ste na nek način dodatne oči, povečevalno steklo, tisti specialist na terenu, da tako rečem. Sem si jaz to prav razumel? V bistvu ta program CERV je v razpisu, v katerem smo mi ta projekt dobili, iskal neke vrste posrednikov, ki ta sredstva razdeljuje v državah. Zakaj pa temu tako? Predvsem zato, ker vsaka država zase najbolje ve, katere so specifike, ki jih lahko in je potrebno nasloviti, in zato so želeli, da imajo v državah pa take projekte, ki lažje pridejo do teh organizacij. Tako da v bistvu mi smo kot nek njihov posrednik na terenu, da lažje pridemo do vseh organizacij, ki bi morebiti ne prišli s temi sredstvi do njih, če bi bil recimo direkten razpis na program. Ampak popravite me, če se motim, se mi zdi, da je eden od ključnih dejavnikov tega tudi, kaj se temu reče, čezmejno sodelovanje.
In domnevam, da so tukaj tudi neke regijske, državne, okoljske specifike. To verjetno predstavlja poseben izziv. Ja, v bistvu je ta projekt čezmejni, sicer ta projekt vodi čezmejno sodelovanje Hrvaške in Slovenije. Konzorcij je že dlje časa utečen, ker smo sodelovali tudi pri prejšnjih programih, kot je Acti-Citizen Fund oziroma norveški program oziroma norveška sredstva. In hkrati zaznava neke skupne izzive, zato je tudi bila ideja, da se potem konzorcij skupaj prijavi. Je pa seveda odvisno potem regijsko in geografsko, kako se te izzive naslavlja. Je pa projekt kljub temu ravno v tej čezmejnosti tako nastavljen, da čisto vse aktivnosti potekajo skupaj, kar pomeni, da hkrati potekajo na enak način in na tak način potem tudi mi enake pogoje tem organizacijam zagotovimo. Jaz vem, da je to verjetno nehvaležna naloga, ampak vseeno so organizacije, ki priložnost bolje izkoristijo od drugih. A lahko izpostavite kakšen konkreten primer projekta, ki je imel dober učinek? Kaj bi rekli, da so bili tudi sicer najbolj vidni pa najbolj merljivi dosežki Impact for Values? Zdaj bom začela kar z zadnjim vprašanjem. Okay. Mogoče zato, da dobimo občutek veličino tega programa, ki ga skupaj ustvarjamo s Hrvati. V bistvu ta program se še ni zaključil, to moramo vedeti, zaključi se v letošnjem letu, tako da v bistvu v resnici učinki in rezultati bodo se zares pokazali v letošnjem letu, kljub temu pa že vidimo nekatere rezultate. In sicer mi smo do sedaj v 2 letih izvajanja razdelili že več kot 2 milijona evrov sredstev, govorim skupaj seveda za Slovenijo in Hrvaško. Podprli smo 66 projektov, tudi za obe državi, pa še imamo odprta 2 razpisa oziroma poziva. Individualno mentorstvo za krepitev kapacitet smo in nudimo še 46 organizacijam, hkrati pa tudi več kot 40 drugih organizacij lahko sodelovalo v treningih. Tako da v resnici je ta program, kljub temu, da se sliši kot projekt, kar obsežen in zahteven. Recimo, če bi pa zdaj izpostavila mogoče kak primer projekta, recimo imamo projekt za naslovom Bodimo prijazni, ki ga izvaja Zavod PIP. In sicer je to projekt, ki se ukvarja s pojavom sovražnega govora, še posebej s poudarkom sovražnega govora med mladimi. Zaznavajo to kot recimo velik problem in tudi zaznavajo, da tak sovražni govor lahko izzove tudi nasilje. In učinki tega projekta se počasi kaže, ni še zaključen, bo v letošnjem letu, ampak že sedaj se predvsem tem kaže, da so zbirali prijave, bilo veliko prijav, so to tudi naslovili. Med mladimi so dejansko dobili veliko podporo, zato da so pač o tem se pogovarjali, ozaveščali. Taki projekti so izredno dobrodošli, ker na tak način tudi podpirajo sprejemanje raznolikosti, ki je ena izmed vrednot, ki jo tudi Evropska unija dejansko podpira. Ena od stvari, ki se pojavljajo v javni razpravi pri tovrstnih programih, sploh zadnje tedne in mesece, je zelo moderno problematizirati financiranje nevladnih organizacij, tovrstnih družbeno koristnih projektov. In ste organizacije pod stalnimi pritiski, plazom kritik, pogosto neupravičenih, glede višine sredstev, porabe, transparentnosti in tako dalje. In me zanima, kako se s tem vi pa partnerji v konzorciju soočate, ker v končni fazi je ne glede na to, kako zelo nadležno se je ukvarjati z očitki, ki so več kot očitno politično ali pa ideološko motivirani, se z njimi treba ukvarjati zato, ker sicer je lahko na končni fazi škoda večja, če se ne ukvarjamo, če jih ne naslavljamo. Skratka, kako zagotavljate transparentnost skozi razpise in kako se izogibate političnim vplivom, kot se rado reče? Ja, žal tem očitkom se v nobenem primeru nikakor velikokrat ne moremo izogniti. In ravno zato pač naša prioriteta je ravno to, kot ste rekli, da zagotavljamo transparentnost.
V bistvu pri naših razpisih, pa tudi pozivih, imamo čisto vse pogoje in procese naprej opredeljene. Ti so vsi v razpisni dokumentaciji so jasni, vsi podatki so noter, celoten potek od prijave do seveda potem ocenjevanja in vsega. Od načina pregledovanja do kriterijev, ki jih imamo. Vsaka organizacija preko dokumentacije lahko vidi, kaj je pomembno pri pripravi projekta. Vloge, ki jih gredo vsebinsko ocenjevanje, ocenjujo zunanji ocenjevalci. Seveda pomembno nam je tudi, da ravno iz velikokrat očitkov vpliva na ocenjevanje, tako mi iz projektne ekipe, kot tudi ocenjevalci moramo podpisati izjavo o izločitvi iz procesa v primeru konflikta interesov, kar jemljemo izredno resno. To je tudi eden od načinov, kako ohranjamo transparentnost in tudi konec koncev mi moramo čisto za vsak proces tudi jasno javljati Evropski komisiji, kako je potekal in v primeru zaznavanja kakršnihkoli kršitev takoj to javiti. In zato je tudi točno določeno, da zato imamo recimo 24 ur, da se potem vidi v primeru kršitve, če je potrebno tudi ukrepanje. Tako da v resnici imamo res jasno opredeljene pogoje, kako naj potekajo procesi samega ocenjevanja, samega sprejemanja odločitve o podprtih projektih in so ti procesi enaki tako za nas, kot za partnerje na Hrvaškem. Tako da čisto vse organizacije imajo enake pogoje. Ja, malo je poseben ta vaš projekt, ker pač gre za sodelovanje in organizacije v 2 različnih državah. Si predstavljam, da to sabo prinese seveda en kup enih izzivov. Me pa zanima, ali vi kot nekdo, ki je nosilec tega projekta, opažate kakšne razlike med organizacijami pri nas, torej v Sloveniji, in na Hrvaškem, ko gre za prijave in izvajanje projektov? A je kakšna razlika? V bistvu, kar se prijav tiče, ni nekih vidnih razlik, zaradi tega, ker tudi na hrvaške organizacije se, moram reči, ukvarjajo z zelo podobnimi problemi, kot je pri nas, od stanovanjskih problemov do vpliva politike in tako dalje. Tako da tu nekih bistvenih razlik ni opažati. Kaj pa izvajanje? Ja. Samo izvajanje pa zdaj zelo odvisno. Razlike so že tudi pri nas med organizacijami. Odvisno je pa predvsem o geografskem območju, v katerem delujemo. Mi podpiramo tako bolj razvite kot predvsem manj razvite organizacije. In seveda so razlike v izvajanju, ker manj razvite organizacije potrebujejo več podpore. Mogoče se malo težje z določenimi izzivi srečujejo in jih dejansko tudi naslavljajo. Tako da predvsem tukaj ne gre toliko za recimo vsebino kot način priprave projektov ali podobno, ampak je predvsem odvisno od same organizacije, od njenega razvoja, od njene usposobljenosti, seveda kakšen izziv naslavljajo, pa tudi geografsko območje, ki ga naslavljajo. Kako pa zagotavljate ali pa se spopadate z mankom, ne vem, kako to dejansko je, se pravi, glede raznolikosti projektov, ne, da rečem, bolj tehnološko usmerjenem delu družbe, pa pogosto tudi pri odločevalcih se vsake toliko pojavljajo kakšne, kaj se temu reče, ne, moderne besede, buzzwords. Ne. Ta hip je vse, kar je povezano z umetno inteligenco, so vsi navdušeni nad tem. Lani je bil kripto, predlani ne vem kaj. Kako je pa na vašem koncu s tem? A opažate kakšne trende, kakšne, da rečem, probleme, ne, družbene, ki jih kar naenkrat hočejo vsi nasloviti in potem imate kakšne vsebinske luknje na drugih področjih, ali pač ne? Ja, se dogaja, predvsem je odvisno, kdaj so ti razpisi odprti, ne. Treba vedeti, da velikokrat ta sredstva, to niso velika sredstva, so omejena sredstva in seveda potem organizacije, ki se recimo ukvarjajo z nekim recimo družbeno naslavljanjem zagovorništva na nekih področjih, seveda potem je več teh projektov kot recimo projektov na nekem drugem področju.
To je pa potem pač čisto odvisno, kdaj je ta razpis bil objavljen, pa tudi kaj se v tistem trenutku v sami družbi dogaja. Ne. Zdaj, nekateri projekti, ti, ki so daljši, recimo, tukaj ni tako izrazitega manjka na nekaterih področjih, kjer so pa recimo pozivi, ki so vezani bolj na neke hitre odzive, se pa potem vidi ta usmerjenost v neko določeno situacijo, državno, nacionalno, kakor gledamo, v primerjavi z ostalimi. Ni pa zaenkrat, da bi pa recimo zdaj čez te 2 leti, kar smo razpisov imeli, pa da bilo tako izrazitega odstopanja, kot smo zdaj omenili, ta umetno inteligenco, pa da bi recimo čisto vsi gravitirali na neko to področje, pa zaenkrat tega ni. Ker treba vedeti, da nevladni sektor, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, je tako raznolik, da skoraj da lahko rečemo, da ni področja, ki ga vsaj en del organizacij ne pokriva. In glede na to, koliko resnično manjka sredstev na čisto vseh področjih, projekte, ki jih dobivamo, pokrivajo skoraj da vse. Praktično čisto vse, kar lahko pomislimo zares. Zdaj, kaj bo pa v nadaljevanju, glede na situacijo, bomo pa pač sproti videli. Ne? Situacijo, ki se precej konkretno, tudi za voljo tega, kdo je na čelu ZDA trenutno, se konkretno in zelo hitro spreminja. Me pa zanima, ker se v vseh razpisih vedno išče neke inovativne rešitve, nekaj drugač, nekaj posebnega. Bi lahko od teh, s katerimi sodelujete, izpostavili kakšne, ne vem, zelo navdihujoče primere, omenili ste že projekt Bodi prijazen, ne? Ali pa kakšne sploh inovativne pristope pa rešitve, ki bi prišle tudi širše v upoštev. Se pravi, ne samo v Sloveniji in Hrvaškem, ampak bi jih veljalo tudi na širši evropski ravni izvajati. V tem trenutku še ne. To pa ne zaradi tega, ker ne pričakujemo, da ne bi jih bilo, ampak zaradi tega, ker še nimamo projektov zaključenih. Nekateri kažejo zametke nekih inovativnih pristopov, nimamo pa še končne informacije, kako ta pristop deluje oziroma na kakšen način je bil v sam projekt vpleten. Tako da to dejansko je odgovor, ki bi vam ga lahko dali v naslednjem letu, ko se zaključi tako in projekt in program zares. Ampak ja, pričakujemo pa, da bo glede na spremljanje tako pri nas, kot tudi na Hrvaškem, bo nekaj takih pristopov. In na drugi strani te enačbe, kakšen dolgoročni učinek pričakujete od vašega programa? Rekli ste, pač ta konzorcij že nekaj časa deluje, zdaj nekako sodelovanje kulminira v programu Impact for Values. Kako naprej? Kaj je tisto, kar si želimo, kaj je tisto, zaradi česar smo se na to pot podali, je predvsem to, da opolnomočimo nevladni sektor, da bo lahko tudi samostojno naslavljal družbene izzive in pa seveda tudi pridobival financiranje. Pomembno nam je, da ne samo preko razpisov, preko projektov in preko razdeljevanja sredstev, o čemer smo danes največ govorili, ampak da tudi preko drugega dela tega programa, in to je sicer mentorstvo oziroma krepitev njihovih kapacitet preko organizacijskega razvoja, pomagamo, da te organizacije postanejo samostojni akter v naši družbi in da postanejo res glas vseh tistih, ki mogoče ta trenutek svojega glasu ne zmorejo sami podati. Kako naprej? Kot ste že na začetku omenili, imamo nadaljevanje tega Impact for Values programa, in sicer Impact for Values 2. Začel se je v letošnjem letu in nadaljevali bomo z razpisi, nadgrajevali bomo z krepitvijo kapacitet organizacij. Želimo si, da bo še več podprtih, želimo si, da bo še več organizacij pristopilo k aktivnosti podpore in želimo si, da bomo močnejši skupaj in pripravljeni na jutri. A boste šli tudi preko področji, kot so človekove pravice, demokracija in pravna država? Razmišljate, da bi se tudi na druga področja razširili? To so področja, ki so glavna področja že v tem programu. To so področja, ki jih pokrivamo že v tem programu in so za nas absolutno zelo pomembna.
Smo pa tudi odprti na področja, ki prihajajo, tako kot je umetna inteligenca, digitalizacija in ostalo. Tako da tukaj se ne specifično usmerjamo, ampak ostajamo odprti. Ok, Aljaž, imaš še kakšno? Ne, ravno sem hotel pripomniti, ne, da je očitno dela še polno tako ali drugače, ampak mislim, Nataša, da moramo na neki točki tudi postaviti piko. Ne? Ja, doktorica Emilija Kastelic, hvala lepa, razen, če smo še kaj zelo nujnega pozabili in bi želeli dodati. Mislim, da smo zaobjeli. Lahko bi se pogovarjali še veliko o tem. Tem ne bi nam zmanjkalo, to sigurno, ampak mislim, da smo pa zaobjeli bistvo in v vsakem primeru res želim pozvati vse, ki imajo možnost, da sodelujejo v teh programih. Hvala lepa za gostovanje v podkastu Evropska četrt. Hvala vam za povabilo, veselje mi bilo. Še to, Nataša, ne, verjetno se spodobi, da dodava, da lahko za dodatna vprašanja glede programa in razpisov pišete na e-mail naslov cerv-tocka@pina.si. Sicer pa je bila to Evropska četrt, 146. v podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, kot vedno pa so predlogi in mnenja zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naju ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala lepa za vašo družbo in nasvidenje spet kmalu.